Spoštovane dame in gospodje, del Soli obnova report, 15. november 2019. Vidimo, da pa je sedaj zadeva res že skoraj pri koncu, in sicer opazimo, da ni več gradbenega odra, opazimo novo fasado, opazimo žlebove, opazimo, da je pripravljeno za nanos novega napisa, opazimo vrhnjo skulpturo in opazimo tudi zelo pomembno zadevo oziroma spremembo, da je ta živa meja skrajšana nekako na polovico, ker je prej za svojo višino prekrivala mitrej in mu na ta način jemala mogočnost. Se pravi, vprašanje dni, da bo tukaj zadeva zaključena. In jaz kot človek, ki se ukvarjam s tem ptujskim mitraizmom že več let in intenzivno spremljam obnovo, vam povem, da sedaj prenovljen in obnovljen mitrej dejansko zgleda bolj mogočno in tudi deluje bolj mogočno. To je ena izmed res pomembnih, učinkovitih in fascinantnih zadev, ki so se zgodile v preteklih letih, ne zgolj na Ptuju, ampak tudi širše. In glede na to, da gre za svetovno kulturno dediščino, kar vedno znova ponavljamo, nam mora biti jasno, da se pri tovrstnih projektih moramo postaviti potem na pozicijo, pa da le ni vse tako črno in da gredo zadeve okoli nas tudi na boljše. Zdaj, ko smo že tu, bomo pogledali še enkrat notri. V glavnem, da zaključim misel, svetovna kulturna dediščina, nekako zunanja zaščita, zunanja stavba obnovljena, tudi privzdignjena nekako na up-to-date nivo razumevanja, kaj tukaj je, potem skladno s tem prirezana živa meja in nadaljnji koraki, ki potem sledijo pri predstavljanju, promociji in tako dalje, nam lahko dajo dober občutek. Deo Soli in Victor Mitra.